so družinski praznik in se vsaj takrat pozabijo vse razprtije v družini, sta se obe družini potrudili v poročnem času zakopati bojne sekere. Ker pa je bil to pravi praznik na vasi, je bil na poroko povabljen tudi župan. Čeravno je bil župan, poleg duhovnika seveda tisti, ki je povezoval družini in celo vas, pa je nocoj župan z nami z drugačnim namenom. Z namenom, da uživa v predstavi in se tudi sam spomni svoje poroke, vsekakor pa, da z nami in z vami preživi prekrasen večer. Mislim, da nas je Kres v zadnjih letih, oziroma novomeški folkloristi, so nas že kar nekajkrat razveselili, nas razvajajo z odličnimi produkcijami in mislim, da se res veselimo tudi ne samo današnjega nastopa, ampak tudi vseh bodočih. Tako da srečno danes in naj bo ta obstat res prijetna. Smo vzeli pa 3 sklope in sicer, ko prihod na nevestin dom in barantanje za nevesto, ko se najprej prikažeta 2 lažni nevesti, potem pa ta prava nevesta, da se prekine urok. Potem je šranga, kjer zopet mladi iz vasi ne pustijo svojo nevesto drugemu in se mora odkupiti, in pa potem ohcet na ženi novem domu. In vsi ti dogodki, ki so na ohciti, za Dolenjsko je značilna kamela. Ta je prav posebnost dolenjska, kjer pridejo in prodajajo kamelo, češ so zvedeli, da je tukaj ohcet in imajo za prodati meso, ker vejo, da je veliko gostov in da jih bojo postregli. Mi vsako leto pripravimo en tak projekt, eno tako celovečerni nastop. No, letošnje leto smo pristopili pa k temu projektu o oživljanju mestnega jedra in zato je ta koncert letos na Glavnem trgu in tudi tema izbrana taka, ki paše na tako prizorišče. Zelo zahtevno, nekaj novega. Prvič smo zunaj, naprimer v dvorani, če ni to prav kulturna dvorana, da smo v neki športni dvorani, je že projekt malo bolj zahteven, če pa gremo ven, je pa to še toliko bolj.
smo prišli z Gorjancu, da nas je pripeljala sled tukaj klik do vaše hiše, ko smo ena mlada srnca obstreljali. Halo? Tec, halo, tec. Kaj ste bil? Hoče sem. Suh. Pravim, da se bil, mi smo lovci, ko smo prišli z Gorjancu, nas je pripeljala ena sled klik do vaše hiše. Nisem suh. Kaj kdo doma? Gospodar je rekel, da ne nobenega doma. Glejte, mi imamo ena ljošna, mlada smo obstreljali in glih tlevje moramo nekje najti, pete pogledati, če je kaj v hiš. Ja, če je pa mlada, Ja, pa ljošna. pa če je lošna, Ja, pa ljošna židna mama. grem pa pogledati, če je kdo doma. Pa grem pogledati. Ajde. Prav. Sam če je res malo. Ja, Bože, fantje, malo videl se skudi rokovilco okrog hiše. Smo obstreljali ena mlada srnca. Ja, kašne jagre, pa ste, da se vam sama ujde. Smo dober jagri, ampak veš, tudi najboljšim jagri se kirka truka zatrese in smo jih samo obstreljali. In pa je zdaj sposobno. Sled pelja glida vaše hiše in smo prišli pogledati, či je tle. Nobene sledi ne vidim. Si krvine. Je. Našega dreka ne bo do zdaj kar naš hiš. Mi imamo fajn kuba se boj ne dreka. Pete pogledati v hiše, či kakšna mlada, ljošna za našega živna, le kažnega kuba mama. Fajn. Ja, pa grem pogledat, prpet se bo kakšna najdla. Ajde. Ne. Pogled, kako je postavljena, take ne najdeš, da je reče kako. To za tako ljošnega kuba našega pa ne. A me je reči izkušen, ampak se kopim nad boruco, ki Ja, ne, lej. Za našega moramo pa kaj boli ga najde. Pete pogledati. To je Ne, pa daj se ga, no, enega boste že najdli za to. Bomo, lej, pa ni namara naših pa pomedovov. Pete pogledati še kakšna. Pa še za štalo pogledati. Ne v hiše, pa kaj pogledati. Ja, Zdaj smo pa res bomen doštali. Ne, to pa ne. Pa je sam doštala zapalčena ometa, veš kakšna, pa je še nekaj. ki veliko enega boste že najdli, da ga Ja, postavim. pa to ne za našega žitna. A pa ga zdaj Ja, tu je tu, drugega ne. Ne, Peter, gre pa jih pogledati. Hop, kar počas. Ja, pa se še pot kje skriva. Ajde. Mrde ko bo. Evo je!
Ko ne vidiš, drva žagamo. Tle, sred ceste, po tej vročin. Nas vročina prav nič ne mora. Jo lepo s cvičkom zalivamo. Kaj pa vi, kam ste se pa podali v točnem številu? Na Trško goro, na Božjo pot, Boga sprosit za srečo teh dveh mladih. Čakaj, kateri dveh mladih se to je vendar? Dekle z naše vasi? Ja, popje veš. Ja, ampak ne moraš kar tako odpeljati naše dekle. Poglej, tlele ga imamo. On me je že plačal in tako še eno. Plača, to je resno vse plača. To je ta prav pošten gremo mi. Ja, to je tak ta pošten Je to nekaj čisto zabo name, koga pa? No. Aj moj podvoben. No, Ga boš kar kjermo drugmo potaknila. no kako, tacka Fičviniča bi vzela, sinoma. No, ne njegov. Ja, ne vem. Kaj pa, kaj delati zna? Sveda zna, Bog je spet doma vsega pripraven. No, pol bomo pa sprobali. Fantje, pripravite, če bo treba kakšno žehto oprati, bomo videli, že kaj pripraviti. Sta mlada, otrok bo dost, bo treba kaj prati. No, tako, da vidimo. Evo, tlede imaš perilnik, pa probaj. Bomo malo pomagati. Ja, no ja, za silo bo. Ja, bo. Ja. No, zdaj pa gremo. Ne, kar počakaj, žehto je treba obesiti. Pelnice bi obešal, ne pa tule. Ja, za pol. Ja, no ja. Saj za silo ima bo šlo, če vnaša pomagala, ki je spretna zelo. Ja, kup gre zmeraj lažji. Tako. No, zdaj sta obesla, pospravite, gremo. No, kar počakaj. Se me dej, gospod župnik, čakajo. Že lepo, da se medi, že lepo, ampak bo tako, kakšna lakota bo prehiš, ne? Bomo dali malo koruze z ruže, da ne bosta samo na koruz živela. Da vidimo, če bo šlo. Tako, naša bo pa pomagala, ajde. Poglej, kako naša boljš dela, poglej. Bomo videli, kjer bo prej. No, vidiš, kako ima gre. Tacajt lahko je enkrat na zdravo. Bodo dvakrat danes zgledati proti. Daj se čisto slušal. Kar dobro bo tole, ja? No, kdo je prej fertik? No, ajde, zdaj smo fertik, zdaj gremo. Posluš ti, ki si tako glasan, ki si kaj denarja se bojo vzel, bo treba odkupiti, ne veste. Nekaj pa imamo. Ja. Kupi pa tli zdaj. Enih 20.000 boš pa stisnil, ne? 20.000 ti je dosti. Ne, kar dvakrat poseč. Imaš velike žepe, vidim. Jaz sem dal 50. Pa ni bilo dobro. Pa ni bilo dobro, vidiš, no tako, kar bo ga, Za 5.000 je poštena cena, koliko se bomo zmenili. No, da kup pa imaš. Če so drug žep probi, Boš videl. ja. Lej, na 10 bomo spusla, ajde, pa je 7 zadnja cena, pa pletenkovina. Imate seboj kaj pa pijače?
Ajde, daj 8 pa pletenko, pa je 7 pa pletenko. 7 pa pol pa za eno. 7 pa pol pa za eno. Ajde, tako. Pa pletenko, daj sam pletenko, če smo se zbudili. Takole, evo fantje, da ne bo želja. No, zdaj pa pridita, pa si bosta prežagala pot. Denar ne maraš. Ne, boš dal tlele, bo čo bi prešteli. To narediti takole. Ne kar, ne. Naj vam bo. Ajde. Malo na vrh. Daj srečo obema. Jaz te sprejmem s kruhom in vinom, Bog naj te pa z največjo srečo. Hvala, mati. Ljuba mati, ne sprejmite me kot svojo nevesto, ampak kakor svojo hči.
pa smo ti prišli, eno ali pa dve zašpilati, pa zapopevati, pa pogledati, kako lepo dekličko imaš. Pa videli smo, da je pridna in zato boš imel srečo v zakoni in jako dosti deci, to ti jaz želim. Ti imaš pa šatli z naše hiše, ta znak, da boš videl, da so tebi in tvoji ženi vrata zmeri na široko odprta. Pa srečno! Fantje, ki niso bili povabljeni na poroko, so vseeno prišli, nenajavljeni. Rekli so jim voglarji, ker so prišli kar izza vogla. Če so pa želeli dobiti še kaj za pit pa jest, so pa mogli tudi še kakšno za pet. Ljubi ti
znanih poročnih šeg so zagotovo kamelarji. To so našemljeci, ki pridejo na poročno gostijo oziroma ohce. Kamelarji so praviloma fantje iz nevestine vasi. Običajno imajo v karavani gospodarja, to je tistega, ki kamelo goni, in dva, ki sta v kameli, ter mamo in dva ali več otrok. Vse skupaj pa ima namen, da kamelo prodajo za čim več jedače in pijače in da se dobro zabavajo. Ženinom so se dogovarjali o prodaji kamele, saj so bili prepričani, da na gosti nimajo dovolj mesa. Tako so želeli prodati meso oziroma pizdico in kožo. Kraje, da je v vas da mesovce. Ja pa sprašujem, le to, vse te pa... Ja, pa smo se zbrali, pa je prišla naša karavana v vaše kraje. Iz naših krajev, ko so malo drugačen kot tile vaši. Kar nas na mestazvele drevja raste kamje, veš? Aha, kamje. Na mest trave pa zemlje imamo pa šoder, pa pesek. A kaj, to ne je nakirna svet, vej? Lej, pa šol, pa to tvudje ne imamo kaj dost, veš, ne imamo kaj dost tvudje. Na, boš dobo pa pet, enega spi, se ne morate vdi. Na zdravje, svatje. Kamen, to peti, te provozili bo. Je, to ne je nakirna svet, te provozili. Božno, pa to krav ne imamo. Ne. Imamo pa take lepe kamele, se jim reče. Kaj pa je to spis? To je taka žival, ki ima zelo velik mleka. 36 litrov za eno mavžo. Na mest, ali kako? Ne, enkrat. Če je pa dobre vole, je pa še kakšen liter smetane. A ja? Pa jaha. A ja? Pa pleše. In zato smo mi prišli, da bi jo mi vam predali, bi vas prav milo prosili, če bi jo vi in toj kipili. Nej, krave, mama, ne, pa kači meste, ne bomo, ne, nočemo. Ste zdaj videli, kako... Hvala lepa, kad si prišel lahko noči, dej. Ne, notamo, kaj bo to be. Mi jo bomo parkovali, pa boste se pa v lup prvišli. Mal hoda. Kako vedo? Levaj, polako. Mirna je, levaj. Levaj, ne se pač, levaj. Levaj. Jezus. Kar gor jo dej, kar gor peljo. Glej zdaj, če vaše krave hodijo po štenga, naša gre. Poglej, kako gre lepo. Kaj to trenirano? Ne, to je posebno. Kamela je to? To je kamela, to je ime voda. Kako vedo? Ja, glej, ko je gladka, dej. Poglej, ko je to je vse zgledila s tem mlekim, ko sem rekel, koliko ga ima. A ja? Malora. Kaj boš te nocar, kaj mleka, boš te probali? Ne. Ja, ali pa dejmo, ajde. Dej, mama pomol. Otroci mir. Vse je vaše, vse je matera vaš. Le mama pomol. Ti, veš koga? Če jo ne boste nocar, če jo ne boste za mleko. Ja. Ker ne vem, če so za vaše navadi. Pa jo pa za meso, je to tako. Ja, kukar sem naznel, kaj? Boš videl. Daj vidim, koliko sem mleka. Dej, probaj. Ja. Svijevo? Pa si rekel, da ima 38 litrov mleka, te zdaj pa to, ki vam kaj Ali je žejna malo zdele. Dajmo pet. Veš, koliko je pila? Kameli boš.
pa je to. Boš videl zdaj, če še lepi malo. Jaha smo lepo, tu. Ja? Ja. Kje pa imate? Le, to da verjamemo, moramo probati. Kje? Več idem ti probati, da vidimo. Ker imamo pročko modej. Poglejte tu, kamela, malo dol, svelo. Vaše krave, kje se? Ja, res, poglej. Dej, zna pa to plesa, dej. Poglej. Svelo. To pa nekjer na svetu. Ja, res. Ampek, je res, da? To nekjer na svetu. Boš me pa tak znaj. Dosti je. Zdaj ne bo. Lej. Kar je res, plesat pa zna. Zna. To pa je. In mirna je. Ja, Če potem bi ga jo zna hoditi, če se jo zam zasul, poglej. Ja, Potem. ja, je, na, lej. Ej, koliko daš? 5, 6, 7, 8, 15, 27, 21, 13, 3, 2, 1, 7, 9. Dobro, ajde. Evo, da. Čakaj. Sem plačal, sem dal gnar, kaj še ti je? Znar ne moraš, si sam dal. A ja, kako pa zdaj? Malo, kako smo rekli, eno pletenko, dve vino, Ne, dvej, ena. ajde, eno pa enega, ali pa kapona, če imate. Pletenko vina, pa enega petelena, pa je to. Ajde, kožica naša, pisica naša. Je, Bravo, predano. pred sobe. Evo, pletenko. Evo, petelena. Čau, krtijo dej. Opet. Gremo. No, pa je vse šlo. In kožiča, in pižiča, in vse šlo. In kapon, in vin, pa še dar smo jih dali. Ob koncu svadbe, a še vedno pred polnočjo, je Botra stopila do neveste in ji snela venček iz glave in ga položila med svate. To je bila seveda simbolna napoved odvzema njene nedolžnosti. Ženi in nevesta sta se kmalu po polnoči odpravila v spalnico na prvo poročno noč, svatje pa so veselo rajali vse do jutra, čedalje bolj bučno, saj so s tem bili prepričani, da odganjajo zle duhove. Ti
je imel naš mali Miha srečo, saj ga je nevestina družina sprejela medse. Prav tako je Mihova družina vzela nedolžno deklino kar za svojo. Na šrangi pa jo je dobro odnesel, saj ni preveč plačal, ampak vse bo itak še plačeval celo življenje, pa tega še ne ve. Kresovci pa vas bomo sedaj prepustili gosti, kot se spodobi za vsako ohce. Uradnega dela o ohceti je s tem konec, vas pa vabimo, da z nami se še zadržite na tem prečudovitem glavnem trgu, se poveselite in s hrano namastite. Zdaj pa nekaj snemati, pa enkrat pet.